Ok, folk, evo nas, spet smo nazaj, danes se snema nekaj, kar je najbolj pomembno v lifeu in sicer za gamerja, za računalničarja, za nekoga, ki rad preživi pred zaslonami, to so PC. Danes smo rekli, da bomo predstavili 6 PC-jev v rangu od pisarniškega do ultra gamerskega. Seveda, tukaj imamo mojega prijatelja, sorodnika in links profesionalca, Fadil the Fajko. Kje si Fajko, kaj zdaj? A boš kaj povedal? Mal da je glas ven, mal bodi jači, zato ker tale mikrofon ne lovi tako dobro, ampak nima veze. Ok, tukaj imamo 6 kompjuterov. In prvi kompjuter je tukaj na desni strani, sicer tole je, kakor vidite, ohišja niso baš neka gamerska. Zakaj je ta računalnik? To je tako, bolj za vsakdanjo uporabo, splošno pisarniško delo, za gaming tole ni, zato ker v bistvu nima grafične kartice, ima samo integrirana grafična, v tem primeru procesor Ryzen. Tole ti ima noter AMD-ja, Ryzen 5, 4,2 GHz, 8 GB RAM-a, 256 GB SSD-ja in 1 TB HDD-ja. Se pravi, grafična kartica je integrirana. Se pravi, tole je recimo 500 evrov, slabih 500 evrov, en tak čist običen pisarniški računalnik. Tukaj imamo pa, se pravi, računalnik namenjen samo za pisarniško delo. Čak, sem taj malo drugačen, taj kar tako postavljen, zakaj ni tako? Aha, lahko ga postaviš takole? Mislim tega, kako imate vi urejeno doma. Lahko ga pa takole postaviš. Tole mene ful spominja na one stare računalnike. To moramo povedati, da so vsi sestavljeni računalniki. To je za tiste, ki nimajo znanja. Tako, znanja, da bi sami sestavili računalnik. Sam danes je to zelo lahko. Vsi delajo prek YouTube-u, vsi sestavljajo v roku 3-4 ur. Ok, se pravi, za tiste, ki ne znate gledati na YouTube, ker se ne bi radi s tem zabavali, imate tukaj še en pisarniški računalnik, ampak z razliko od prejšnjega je tale malo jači. In sicer, kaj imamo tukaj? Imamo i5, se pravi že Intelov procesor, potem imamo 256 SSD-ja, to isto kot tam, 8 GB RAM-a, pa spet brez grafične, ampak dobite tukaj Windows 10 Pro, se pravi še en pisarniški računalnik. Zdaj, če me vprašaš, to je vse krep, tega jaz ne rabam. Ampak za tiste, ki imajo pač pisarno, ki ne igrajo igrc, zdaj gremo pa na tisto, kar nas vse zanima, in sicer to je gaming. Kakor vidite, kompaktno hiše z malo zelenila tukaj. Noter, kakor vidite, ne vem, če vidite, je že grafična kartica. Grafična kartica je tista, zakaj potrebujete, da igrate igrce. Kaj je to za en računalnik? Ta računalnik je v bistvu računalnik, ki ga lahko uporabljate za gaming preprosto, samo za gaming, lahko pa tudi za navadno splošno uporabo. Komponente, ki ima notri, so i5-ka. Ok, i5. Potem imate 256 GB SSD NVMe2, 8 GB imate RAM-a, imate zraven še dodan en disk, 1 TB HDD-ja, pa zelo solidna grafika 1660. GTX 1660, pa Windows 10 plus Office. Tega dobite za slabih 900 evrov, to je se pravi recimo nekako tako začeten za gaming. To je pa en beast. Računalnik Alpha Gamer, AMD Ryzen 5 2600, 3,4 do 3,9. Kaj to pomeni 3,4 do 3,9? To je zdaj se pravi 3,4, to je v bistvu osnovna frekvenca, na kateri ta procesor deluje. Ko vi bolj obremenite računalnik, se frekvenca procesora dvigne na 3,9. A ja, v bistvu on se avtomatsko prilagaja. Ok, se pravi, imate od 3,4 do 3,9, 16 GB RAM-a, se pravi, to je že malo jače, 2 TB plus 240 GB SSD-ja, pa GeForce GTX 1060, 6 GB. Se pravi, za čuke 100 evrov, te en tak sestavljen računalnik. Seveda, mi to govorimo o sestavljenih računalnikih. Pri njih imajo vse komponente, tako da lahko tudi sam sestavljaš računalnik. Zdaj, meni osebno je bolj, da sam sestavljam, da si ga prilagodim, ampak za tiste, ki se jim pa pač ne da, bi pa radi preverjeno konfiguracijo, imate pa te seti, ki vam jih zdaj prikazujemo. Kaj imamo naprej? Kaj imamo za malo več denarja? To je dobro za biceps, majke. Čekaj, prav triceps. Se pravi, ko imamo tle? Procesor od Intela, sicer i7-ka, 600 GB imamo RAM-a, 500 GB imamo NVMe2 diska, pa dodano imamo še 2 TB HDD-ja, poleg imamo pa še grafika RTX 2060. Ok, kaj je to NVMe SSD? V bistvu taka palčka, ki vi samo z enim šrafom samo prešrafate na matično ploščo. Se pravi, unta malo disk, una palčka. Tako palčka, ja. Aha, se pravi, to so une mehke palčke, ki jih daš v matično, ok, štekam. Se to imam tudi jaz, ko sem jaz hud. Ok, pa imamo pa še GeForce RTX 2060, 6 GB, tega dobite za čuka 300. Je pa kutija že kar solidna, tako da lahko poganja kar
neki dobri igri. Gre mi, da prej nadaljujeva, gre pa je ta ena prednost, Kakšna prednost? pa ena slabost. Kakšna slabost? Če kupite sestavljen računalnik. Ok, povej. Če kupimo sestavljen računalnik, tukaj imate vse skupaj, imate 2 leti garancije na celotno zadevo. Se pravi, ti ga v bistvu sploh ne smeš odpirati. Tukaj ima čez nalepko in ko ga vi kupite, pa v roku 2 let, ne smete videti nič odšraufati sami, nič tukaj. Se pravi, Samo preko dobavitelja, če želite kako spremeniti, pač samo preko dobavitelja. Prav, ja ne vadim Jumfer temole. Nič. Ok, se pravi, oni vadijo Jumfer. Če pa vi kupite sami komponente pri nas, pa ga sami sestavljate, vi dobite za vsako komponento posebej garancijo, naprimer procesor 3 leta, disk 5 let. In nimate samo 2 leti, kot tukaj. Zdaj smo tega imeli za čuka 300, zdaj imaš še kaj jačega. Imam še jač. Ok, zdaj imamo pa enega malo jačega. Kopaj tole. Ta je pa težek prvo. Cena, ti povem ceno. Ti povedal ceno malo kasneje. Kva imamo tukaj not? Daj da vidimo. Tukaj not imamo mi pa i9 9900K. Yes, tega imam jaz. Trenutno najboljši procesor od Intla. Imamo se pravi osnovna frekvenca, na kateri deluje 3,6 GHz. Do 5.0. Tako, do 5.0 se lahko dvigne. Rama, 32 GB rama. Imamo pa disk isto M2, imamo 1 tera M2 diska, 2 tera imate še dodanega HDD-ja, grafika je pa seveda 2080 RTX. Se pravi GeForce RTX 2080, super 8 GB. Daj ti meni povej, zakaj bi jaz imel 32 GB spomina namesto 8 GB spomina? 8 je za splošno uporabo, a pa za malo lažji gaming. Če vi želite video editing, če vi želite malo hardcore gamati, potem morate imeti vsaj 16 ali pa več RAM. Se pravi, recimo, če delate gaming, če hočete narediti videe za YouTube, vam priporočam, da imate več RAM-a, zato da računalnik lahko sploh dojema, kva se dogaja, pa da ne bi zmrzval pa blokiral. Ok, to pa še za malo globi džep. 2139 €, se pravi, dobre 2 ure. Res pa ne smete pozabiti, da rabite še konco, miško, monitor. Zdaj, a rabite en monitor, rabite 2 monitorja, rabite 3 monitorja, pa še kakšno kamerico streaming. Ok, zdaj smo vam pokazali 6 računalnikov iz njihove velike obširne ponudbe. Oni imajo dosti več računalnikov, sami ne bomo zdaj tukaj palamudili 3 leta. Vam bom pa pokazal še malo komponente dejansko, ki jih lahko kupite in sami sestavite računalnik. Imamo pestro paleto v hiši. Jaz sam sem fan teh odprtih, saj ponovadi imajo skoraj vse to. Zakaj? Zato da lahko daš noter te ledice po tvoje. Lučke. Lučke. Danes pravega gamerskega računalnika ne poznamo brez ledic. Kakor vidite, tle imamo veliko pestro paleto v hiši. Daj ti meni povej, zakaj je sploh toliko vrst v hiši? Zato, ker v bistvu gre se za to, da mi poznamo različne velikosti v hiši. Se pravi, poznamo hiše, ki so res velika, ATX, se pravi, v to hiše gre lahko velika matična plošča. Imamo hiše malo manjše, ki je za mini ATX, to je pa zdaj malo manjša matična plošča. Potem imamo pa še hiše velikosti MIDI, to pa je nekje vmesnega ranga med tema dvema. Kaj pa una ultra velika v hiši, zakaj se puno uporablja? To se uporablja, če želite imeti eno grafiko, 2 grafike, če želite imeti ultra dobro hlajenje noter, dober airflow noter, vodno hlajenje. Ok, se pravi, tukaj imamo njihovo hiše, pa imamo tukaj razne napajalnike, da vse to skupaj lahko napajate, brez napajalnika itak ne gre. Zdaj pač prišla ta nova generacija grafičnih kartic, 3080, 3090 in za njo rabiš vsaj to 650 odpade. Vsaj 700, tukaj imamo 700, 750, pa naprej. Imamo pa tukaj dobroti. Pestra izbira grafičnih kartic, se pravi, trenutno 30, 80 in naprej nimamo na zalogi, seveda bomo dobili. Se pravi, imamo grafiko tukaj, tukaj še... Tukaj matične plošče, te so za Ryzen, te so za Kaj Intel. sploh matična plošča? Matična plošča, bom jaz rekel, da je poleg procesora najbolj pomembna komponenta nasploh. Ok, zakaj? To je tista zadeva, ki nam omogoča, da lahko kasneje mi upgradamo računalnik. Se pravi, to je v bistvu ena šasija, na katero vse gor dodajaš. Tako. Tukaj na tej strani kaj imamo? Procesorje pa rame. Procesor imamo izbiro Ryzen, imamo potem izbiro procesorja Intel. Tukaj imamo že sestavljene, imamo manjši računalnik, tale Intel NUC naprimer. Kaj je to Intel NUC prvi slišal? A mini PC kit? Tako, v katero date notri samo sodium RAM, pa not disk, date SSD in to je to. Zakaj bi pa to uporabil, recimo? Naprimer, če nimate veliko prostora, kakšne šole, pa to je v bistvu v velikosti ene pesti. Lahko sabo prenašate, samo v bistvu rabite monitor, pa to zadevco in to je to. Dobro, tukaj imamo pa kaj imamo tole? Ogromno izbiro ramov, se pravi od 4 GB do 32 GB. Se pravi, tole so rami, to je trenutni spomin, koliko mi rečemo. Tako. To je različne znamke, G-Skill, Crucial, Kingston. To mi gledamo zato, če bi radi sami stavili. Kaj pa je na tej strani tle? Tukaj imamo pa izbiro
diskov. M2 disk je tole, Okay. potem imamo tukaj klasične SSD, potem pa tudi stare HDD diske. Spravo, tole sploh še kdo uporablja. Uporablja, za slike filme je vrhunska, zdaj jo najbolj shranjuje. Tole sem slišal, da če ful velikrat shranjuješ, da lahko zna crkati ali kako. Sicer, Ali neki da, za party spatorete, neki so rekli za snemanje pa to. To je tako sami. še vedno za slike pa filme je vrhunski HDD, ker je tudi najbolj ugoden po ceni. 1 tera HDD približno pride 50 €, tako da 1 tera SSD-ja pride pa cirka malo več kot 100 €. Tako da. Dobro, sem ta je ful hitrejši, kot ta je v bistvu počasen. To je Pa tukaj slišiš tukaj pa nič ne slišiš. To je res. Ok, kaj pa tukaj dol, kaj pa je to? To so pa prenosljivi SSD-ji. Se pravi, te so v velikosti 3 do 4 cm, pa jih lahko date v žep, pa jih sabo nosi. To je v bistvu kot nek USB ključek, samo da je veliko hitrejši. Ok, se pravi, zdaj smo pregledali dejansko vse komponente za računalnik. To je to, noč, hvala ti lepa za razlago. Nikje. Računalniki, kot vidite, jih imajo dosti več na zalogi, mi smo jih predstavili samo en del, vi pa tudi. Če boste kupovali računalnik, zdaj prihajajo počasi počitnice, dopusti, zdaj bodo dobre akcije, tako da se splača priti v Linksa pogledati, a ne? Res je, res. Pa še na denoti dobite popust.